Dober večer vsem. Tokratni Goriški večer bo nekoliko poseben, ker bo posvečen dnevu spomina na žrtve komunističnega nasilja. Tega dneva uradno ni več v koledarju, a tudi božiča ni bilo vrsto desetletij v koledarju, ampak se je ohranil, ker so bili ljudje mnenja, da je to pomemben praznik. In zato tudi ta dan spomina, ki opominja na grozodejstva, ki so se dogajala in zgodila. Ja, kot rečeno, tega dneva v koledarju uradno več ni, ampak tudi božiča ni bilo v povojnih desetletjih v koledarju, ampak ljudje so odločili, da božič je praznik in zato se je ohranil in vzdržal. In tako je tudi s tem dnevom spomina, ki opominja na ta grozodejstva, ki so se zgodila med vojno in po njej, bomo mi sami odločali, če je ta praznik oziroma ta dan spomina pomemben ali ni, s prisotnostjo, z opominom, s tem, da se bomo okoli tega datuma zbirali. Večer bo potekal v dveh delih. Prvi bo v obliki pogovora z dvema gostoma, ki sta tu pri mizi z mano. Gospod Lojze Peterle, predsednik Prve demokratične slovenske vlade in tudi predsednik VSO-ja. On nam bo spregovoril o korakih, ki jih je Slovenija oziroma slovenski narod opravil na tej poti pomiritve s preteklostjo. Zgodovinar Renato Podbersič pa bo spregovoril o poglavju, ki ga pri nas ni, pa čeprav je, in sicer o revolucionarnem nasilju na našem koncu. O drugem delu našega večera, kako bo potekal, pa ob pravem času, ko se bo zaključil ta prvi del, ki bo nekoliko krajši. Okoli 9. ure bomo zaključili, ne bo diskusije, tako da bomo lahko izpeljali tudi ta drugi del. Začela bi z vami, predsednik Lojze Peterle, beseda najprej vam. Iztočnica pa taka. Jama pod Macesnovo gorico, Slovenski Katin, je naslov razstave, ki so jo aprila odprli v Škofovih zavodih v Šentvidu. V petek bo gostovala v Kopru, v samostanu Svete Ane. V začetku junija pa pride v Novo Gorico, v Konkatedralo in potem naprej. Torej, bo vedno v cerkvenih prostorih. Ker vlada je to razstavo črtala, tako kot je ukinila ta dan spomina. Vprašanje, kaj nam vse to pove o času, v katerem živimo, o tej naporni histeriji, ki jo doživljamo v teh zadnjih letih? Je to znak neke moči, neke prevlade, premoči, ali je znak šibkosti, strahu sistema, da se pač nekaj dogaja in prihaja do sprememb? Hvala lepa za tole uvodno vprašanje, ki je zelo resno. Jaz 25. junija 1991 in še dolgo kasneje nisem računal, da mi bo treba odgovarjati na taka vprašanja. Ker sem mislil, da smo se tisti dan poslovili od časa, ki ga je zaznamoval koncept sovražnika. Se opravičujem tistim, ki so me že včeraj na Vipavžah poslušali, bo mogoče kakšno stvar ponovil. Namreč ta koncept pomeni, da narediš boljši svet tako, da odstraniš tiste, ki mislijo drugače oziroma ti niso všeč. Jaz sem živel 42 let v takem sistemu in mogoče kasneje tudi dodam zgodbo mojega očeta, ki je po svoje značilna, bi rekel. Jaz sem lani stal pred spomenikom revolucije na trgu, ki se imenuje Trg Republike, in sredi te bi si težko predstavljal bolj pietetno in bolj kulturno
dogajanje, kot je bilo tam, ko smo zvedeli, da je vlada ukinila oziroma odpravila odlok, ki je ta spomin uzakonil oziroma ga uveljavil, ne. In potem smo slišali še neke zame zelo težke besede. Mislim, da je mož, ki rad praznuje v samostojni Sloveniji jugoslovanske praznike z rdečo zastavo, da je rekel, se spet zbirajo, ne. Torej, te besede smo poznali iz nekega drugega časa, ki je poznal veliko število sovražnikov. Jaz mislim, da sem enkrat leta 87 ali 88 v Delu naštel na drugi strani v enem članku več kot 10 vrst sovražnikov. Klerikalci, nacionalisti, revizionisti, anarholiberalci in tako naprej. In jaz sem rekel, če ima ta dežela toliko sovražnikov, kako bo pa preživela, ne. In kar jaz ugotavljam zdaj, jaz sem najprej mislil, ko sem videl kakšne mlade ljudi s Titovimi majicami in take zadeve, da gre tle za kakšno nostalgijo, čeprav nostalgijo ima lahko tisti, ki je nekaj doživel, pa bi si rad to malce ponovil, ne, ampak ti ljudje niso doživeli Tita, niso doživeli komunizma, pa se izražajo za, rekel, ponovitev vaje, ne. In to je malce težko razumeti, tudi se ne da tega pokriti z besedo, da gre za zabavo, ne. To gre za en pojav, ki ni omejen samo na Slovenijo, ne. Zame je izraz tega, da ne samo, da nismo ponotranjili osamosvojitve v celoti, ampak je izraz tega, da pri nas v šoli mladi ljudje ne zvedo nič o tem, kaj je bilo prej narobe. Kar naenkrat se zgodi osamosvojitev in zdaj imamo Pogačarja in Rogliča, pa še kakšne prevce, ki zmagujejo, in potem gledamo slovensko zastavo in poslušamo slovensko himno. Še največ se nam skozi šport dogaja neke malce bolj, bi rekel, navdušene narodne zavesti, ne. Tukaj je treba reči kakšno besedo o spominu, ne. Spomin je vedno politično zanimiva kategorija, ki se ji pa dogaja to, da se ga politika loteva na selektiven način. Se pravi, da si izbere tisto, kar ji ustreza, ne. Tako si je tukajle nekaj metrov stran naš predsednik vlade je tukaj proslavljal v družbi gospoda nekdanjega predsednika Evropske komisije Prodija dan zmage. Ni praznoval evropskega praznika, ampak nekega drugega. In videli smo, da na tej proslavi ni bilo nič o osamosvojitvi, hvala Bogu, jo je omenil Drnovšek, ki je že pokojni, ne. Drugače se je pa tisti filmček vrtel okrog leta 1945, kaj se je dogajalo v Ljubljani, ne. Tako da z zgodovinskim spominom imamo velike težave, ne, ampak bi že zdajle omenil tudi vprašanje spomenika, ki je povezano s tem, ker zdaj se nam bliža natečaj za spomenik osamosvojitvi, ne. Ampak stvari so zastavljene tako, da naj bi z nekega mesta, kjer je bil nekoč drog za tisto zastavo, eno smo spustili, eno smo pa dvignili, ne, in od tam bi imeli
super razgled na spomenik revolucije. Ne? Mi bi imeli eno simbolno zmešnjavo na Trgu Republike, ampak o tem mogoče še naprej. Skratka, da imamo mi zdaj takle, bi bilo narobe reči konfuzno situacijo, ampak mi imamo z oblastjo, kakršna je, bi rekel, to ni nostalgija, ni recidiv, to je preprosto želja po nadaljevanju tistega, čemer smo se odpovedali. Ne? Če ne, vlada ne bi šla z ministrico za kulturo počastiti Čebin, odkudar smo dobili veliko hudega, in tudi ne bi ta vlada ukinila Muzeja slovenske osamosvojitve. Ne? Mi imamo na delu neko oblast, ki gre proti temu, kar smo mi dejansko s pomočjo plebiscitarne volje dosegli pred 34 leti. Ne bi govoril o norčevanju ali o maloževanju, ampak že to, kar se je zgodilo z muzejem, je dovolj zgovorno. Ne? In če šola ne ponuja bistvenih elementov resnice o naši preteklosti, seveda potem ne moramo pričakovati kaj drugega. Jaz sem mislil, da bomo vendar ta čas, v katerem smo v kritičnem trenutku bili enotni, mi smo opozicijo povabili k sodelovanju, smo se 6. decembra 90. zmenili brez glasu proti, kako bomo izvedli plebiscit, ne? In veste, kakšno število Slovencev je takrat reklo ja. Torej, jaz sem mislil, da smo s tem res že zapečatili neko dobo, ki nas je delila. Ne? Ampak bom še tole mimogrede povedal, čeprav mislim, da mi Erika že kaže, da bi bilo fajn, da bi malo nehal. Sem bil na Mali gori v nedeljo. Saj bo še priložnost. A bo še? Ja, do 9 imamo čas in včeraj v Vipovžah, že kar ste omenili, je bilo nekoliko dolgo, ne? Trajalo je 2 uri in pol, tukaj v Novi Gorici bo trajalo nekoliko manj. Torej, če lahko povzamem, oziroma nekateri imajo velike težave z zgodovinskimi dejstvi. Zgodovinska dejstva, ki jih preučujejo zgodovinarji, Renato Podbersič, kaj se bova vikala? Ne morem. Ne, se ne da, ne. Torej, ti danes nastopaš kot zgodovinar, in to zgodovinar, ki se ukvarja s problematičnimi temami. Še danes moramo tako definirati to zgodovino, ki je danes v ospredju našega večera. Koliko je danes težja ali pa lažja pot takega zgodovinarja, ki ne pristaja na te ideološke kalupe? Povojne povoje danes ne zanikajo več, z veliko težavo bojo priznali, da je šlo tu za revolucionarno nasilje. Nekateri zgodovinarji ste na črni listi, ostajate na črni listi, v zamejstvu ni drugače, bilo je drugače, danes se je to zožilo tudi pri nas. Torej, kako doživljaš ti ta čas kot zgodovinar, koliko imaš podpore več ali manj v javnosti, kje smo pravzaprav danes? Dobro večer tudi v mojem imenu, hvala za dobro iztočnico. Jaz sem po naravi optimist, tudi tukaj sem optimist. Vsak dan se Bogu zahvalim, da lahko opravljam svoj poklic. Ni samo preštevanje kosti, kot mi rečejo tisti, ki me ne marajo, se ukvarjam še s čem drugim, ampak to je taka tematika, ki je nikoli dokončana in kot je moj predhodnik rekel, ki je tudi mimogrede zgodovinar, je diplomiral iz zgodovine, kaj ne? Podržalo, ne? B predmet. No ja, ampak kljub temu ste študiral zgodovino. Glejte, je aktualna, marsikdaj se da z njo pojasniti, ampak ni pa odločilna za naše življenje. So dosti pomembnejše stvari v življenju, kot je ukvarjanje z zgodovino. Vendar, kdor ne pozna zgodovine, je obsojen na njeno ponavljanje.
In to se nam vedno znova dogaja v naši ljubi slovenski državi. Če hočete širše, in to dokazujejo tudi aktualne razmere v svetu, v Evropi, če hočete, na vzhodu Evrope predvsem, pa tudi v srednji Evropi. Danes mimogrede so ustrelili slovaškega premijeja, ki je v smrtni nevarnosti. Tukaj se tako strahotno rišajo vzporednice z nekimi drugimi časi in če človek zna to prebrati, smiselno inkorporirati v zdajšnje stanje, ga je upravičeno lahko strah in zapade v moment, ko bi lahko ga zapustil sicer življenjski optimizem. Torej, danes, hvala Bogu, je Slovenija v Evropski uniji. Ne znam si predstavljati, kaj bi bilo, če tega ne bi bilo. Smo v 21. stoletju in karkoli mislimo o Bruslju in Evropski uniji, nas nekatere stvari varujejo. Bom dal primer. Moj predhodnik je omenil razstavo. Razstavo o pobitih v Macesnovi Gorici, pod Macesnovo Gorico sredi Kočevskega roga. Tam so pred 2 leti arheologi, pa ne samo arheologi, odkopali 3450 naših rojakov, moških in fantov, pobitih po koncu vojne. Zdaj, v medijih zaslišimo, so bili izdajalci. Ja, ok, med njimi verjetno je bil tudi kakšen izdajalec, tudi kakšen zločinec, verjetno, ampak nihče ni bil sojen in pobiti so bili po koncu vojne, torej kot vojni ujetniki, bili so pobiti na strahovit način in kaj še najhujšega, tisto, kar so Rimljani rekli damnatio memorije, obsojeni na izgubo spomina. In hvala Bogu smo v Evropski uniji in razstava, ki je bila v Ljubljani in bo v petek v Kopru in potem bo na Goriškem in potem bo romala na Štajersko, se je začela v Bruslju. In kolegi, ki se ukvarjamo s tem, kolegi, jaz nisem sodeloval pri razstavi, čeprav prijateljujem z avtorji in sem tudi član komisije za vojna grobišča, neraziskana vojna grobišča in tega je še ogromno, so imeli priliko predstaviti evropski javnosti z velikim odmevom v Bruslju. Odmevala je v Evropi, doma ni odmevala. Ampak veste, včasih je molk hujše odmeva, prazen prostor hujše odmeva kot nekaj, kar je bilo polno medijev, pa bi šlo potem zraven kot neka dnevna novica. Dejstvo ostaja, da je danes poznanih na slovenskem ozemlju brez zamejstva, torej brez Tržaške, Goriške, Koroške, če hočete, avstrijske Koroške, 750 grobišč, ki so označena. Tega pred 20 leti ni bilo. Takrat se je sramežljivo predvidevalo, da bi bilo teh grobišč morda 300, morda 350. Danes je številka 750 označenih oziroma znanih grobišč in morišč. Ne grobov, morišča in grobišča. Ker so ljudje vrženi med vojno in po vojni, verjetno med njimi tudi kakšen res izdajalec ali pa izdajalka, veliko število pa nedolžnih. In te zgodbe, ki prihajajo vedno znova na dan, so strašljive. In še to bom povedal, številka ni končna. Številka velja za osrednjo Slovenijo, Štajerska, spodnja Štajerska, zlasti pa Primorska, so še neraziskana. Recimo, komisija nima niti enega grobišča unešenega iz Goriških Brd, pa sem sam napravil seznam, da je v Brdih najmanj 10 grobišč iz medvojnega obdobja, zlasti v letu 1944, da jih ne naštevam z tega mesta. Sem tudi pisal o tem. Komisija, veste, tam nas je par, ne moramo vsega naenkrat, ampak enkrat bo prišla tudi grobišča v Mirnu, v okolici Vrtojbe, Tolmina, Kobariški kot, Brda, Kras, zlasti okolica Renč, eno samo grobišče. O tem je pisal že pokojni Zdenko Zavadlav, ki je bil poveljnik oziroma vodja VOS-a, egzekutive partijske na Goriškem, mulj star 18 let. In ko je končal tukaj, je šel na Štajersko in moril v Mariboru in na Pohorju. In eden redkih, ki je o tem pisal. In imam ta privilegij, da lahko se s tem ukvarjam. Mi to daje posebno energijo. Boste rekli, je morbidno. Na mestu je res morbidno.
Ampak hkrati daje človeku eno posebno satisfakcijo, ko hodi po arhivih. 90% arhivov pri nas so uničili, ampak 10% jih pa niso. Potem Jugoslavija je bila zvezna država, pri nas so uničevali, v Srbiji, v Beogradu, in sem imel to možnost, sem tam bil večkrat, ni uničeno. Tam imate še ohranjena poročila medvojnih partizanskih sodišč, z vsemi detajli zraven. Res je, da nam Srbi nagajajo na priporočilo naših tovarišev iz Ljubljane, ampak tudi to se bo enkrat nehalo. Če ne prej, ko bo Srbija vstopila v Evropsko unijo, če bo Evropska unija takrat še obstajala. Ampak jaz sem optimist in če se vračam, kar je Erika rekla, ja, verjamem, da se precej raziskuje, precej objavlja, precej dela in hvala Bogu smo v zadnjih 15-20 letih izvedli veliko stvari, število člankov je bilo enormno, knjige, pričevanja, obstaja cel kup oddaj, ki ta pričevanja predvajajo. Torej, duh je všel iz steklenice. Ni mogoče, da bi zdaj rekli, bomo pa nehali. Saj lahko ukinejo muzej slovenske osamosvojitve, lahko vržejo koga iz službe, lahko prepovejo kakšno razstavo, ampak čutenja, raziskovanja, empatije do sočloveka, ki je bil umorjen, zato ker se ni strinjal z ideologijo ali pa zaradi poravnave medsebojnih sporov, tudi to se je dogajalo, tudi na Goriškem, tega pa se ne da zaustaviti. Tako da, gledajte, tudi ta množica ljudi danes, pa jutri v Ljubljani, pa razna predavanja, razne predstavitve knjig, kažejo, da ljudje bi radi slišali resnico, da jih to zanima in da konec koncev resnica prihaja na dan. Je voda, ki dre, je ni mogoče ustaviti. In ogromno je bilo tudi že objavljenega in je že na razpolago, če koga zanima, in te raziskave v zadnjih desetletjih so bile. Predsednik Peterle, večkrat je bila omenjena Evropa, k sreči Slovenija je del družine zahodnih narodov, celotna Srednja Evropa je del te družine. Z tega mesta mi pogosto ponavljamo to frazo, pač, da slovenska tranzicija ni bila še uresničena, pač vsak narod, vsaka država ima svojo pot, naša je bila počasnejša, ta je bila tudi cena, da smo lahko izpeljali osamosvojitev, tudi to večkrat ponavljamo. Sedaj ta daljša pot in ta počasnejša pot, ali smo mi znali izkoristiti ta čas? Rekli ste, da nismo ponotranjili še slovenske osamosvojitve, ampak ta proces smo ga znali izkoristiti, oziroma ta čas smo ga znali izkoristiti, ali pa, če se primerjamo, vi veliko potujete z drugimi srednjeevropskimi narodi, ki so bili v naši podobni situaciji, smo mi na slabšem z vseh vidikov? Mi nismo uredili na evropski način odnosa do preteklosti. Jaz sam sem bil znotraj Demosa zadolžen za tekst programski o spravi. In mogoče se spomnite tistega, čemu rečemo krščanski pogreb oziroma pokop na Kočevskem rogu, ki je bil lansiran kot zadeva narodne sprave. Pa tam nadškof Šuštar ni bil zastopnik domobrancev, Kučan pa ni bil zastopnik partizanov. Torej tam si nista segla v roke dva, ki sta si stala nekoč nasproti. Ampak a dovolite samo en medklic? Dovolite. Ne bi rad bil vsiljiv, ampak vendarle, jama pod Krenom. In tukaj smo pri perverziji nekdanjih oblastnikov, ki imajo svoje recidive tudi v današnji oblasti. Poglejte, jama pod Krenom je znano morišče Srbov, četnikov in drugih kolaborantskih in protipartizanskih enot. Srbi in Črnogorci so tam pokopani. Nekdanja oblast je točno vedela, kje so grobišča. Zakaj? Da so jih pred 1. novembrom zastražili z miličniki, ki so do 1. novembra 1989 stražili in pazili, da ljudje niso prižigali sveč in polagali cvetja. Razen za Ilirsko Bistrico,
je celoten seznam za celo Slovenijo izginil. In partija varuhi dediščine, partijske revolucionarne, so vedeli, da jama pod Krenom, ki jo gospod Peterle omenja, ni prava. Tam so ljudje pokopani, ampak ne Slovenci. Pravo morišče Slovencev je tisto, ki smo ga prej omenjali, Macesnova Gorica, 3450 mrtvih, pobitih, vrženih globoko v jamo, razstreljenih z tonami kamenja, ki jih je pokrilo, in pa ušive jame, kjer je tudi okoli 2500 naših rojakov pobitih, ki jih še vedno iščemo, nekje v Kočevskem rogu. Torej perverzija, da so šli s pravno slovesnost z načinom, ki ga je sogovornik uvedel, organizirati na mestu, kjer Slovenci sploh niso pokopani. So pokopani drugi, lih tako ljudje, ampak ne naši rojaki. Medklic, Pardon. zmetani. Oprosti, ležijo. Ja, se opravičujem. Glejte, hvala za ta dodatek, ki je utemeljen. Bom dal še to terminološko opasko. Ko sem jaz nekoč rekel grobišče, veste, oni tudi lansirajo, bi rekel, besede, ki zavajajo, zamegljujejo. In je rekel, Lojze, čakaj, a veš, kaj je grobišče? Je rekel, grobišče je nekaj urejenega, tam so imena, tam in tako naprej. Je rekel, je rekel, nehajte govoriti o grobiščih, ampak govorite o moriščih, ker to so bila morišča. Vidite, pri nas že pri terminologiji nekako ne gre. In jaz sem bil tudi pozoren na dejstvo, da so vedeli, pa niso povedali. Torej, tudi tam smo bili zavedeni na tisti slovesnosti, na kateri mene ni bilo, ker sem bil v Clevelandu. In kar je pri Bruslju bistvenega, je to, da ne ločuje med totalitarizmi, ne proglaša nobenega za boljšega. In smo mi v tisti resoluciji, za katero sem lahko glasoval kot evropski poslanec, obsodili vse tri totalitarizme. In odnos do preteklosti je v Bruslju tudi pri levici zelo jasen. In je veliko naših levih prijateljev oziroma kolegov v Evropskem parlamentu glasovalo za to resolucijo. Slovenija je doslej ni mogla posvojiti. Slovenski parlament, mislim, da je bilo 2-krat poskušano, da bi do tega prišlo. Ne, ker pri nas je komunizem v rubriki svobode. In zdaj bom spet naredil en kratek skok na Trg Republike, ki je bil nekoč Trg revolucije. Smo ga preimenovali v Trg Republike, glavni simbol je pa na njem ostal. In danes se ga varuje kot dediščino arhitekta Ravnikarja, kot da gre za Ravnikarja. Bom raj končal, če ne bom predolgo na to temo govoril. In mi, dokler ne bomo tudi komunizma prišteli zares med totalitarizme, bomo gledali to zadevo in bomo praznovali 27. april kot dan OF-a, za katerega je povsem jasno že dolgo časa, da se na tisti dan ni zgodilo nič. So pa padli, je pa bil spopad tigrovcev in Danilo Zelen je padel 13. maja na Mali gori. Tisto se je pa zgodilo. Lejte, torej mi preprosto nismo evropski, ne samo v odnosu do totalitarizmov, pri nas tudi ideja sprave, ki se je zgodila med Nemčijo in Francijo, ni prijela. In če ti danes hoče človek blizu te oblasti ali te ideologije izraziti trd odnos, ti bo rekel fašist. Mi smo na to v Ljubljani navajeni. Jaz sem sam doživel tudi preko tako zvanih trojk 3-krat, da so me sredi Ljubljane zmerjali za fašista. In ko jaz komu v Bruslju ali pa kakšnemu diplomatu v Ljubljani povem, kako je pri nas bilo, da smo imeli mi avtentično revolucijo, ne uvoženo kot pri Madžarih, Poljakih ali Čehih,
Lahko na YouTubu vidite tisto Mačkovo izjavo, ne? Ko je rekel, nismo povedali, kaj smo videli v Rusiji, ker bi sami ostali, ker bi šli ljudje stran, če bi vedeli, kaj se je tam dogajalo. To imate danes, nisem nikoli pričakoval, da bi kaj takega lahko videl, ampak to je nonšalantno Maček povedal. Torej v Bruslju ne morejo razumeti tega našega odnosa, tisti, ki jih zanima, kako je z nami. Mi smo s tem spomenikom revoluciji edino glavno mesto v Evropi, ki se s tem ponaša, pa ni seveda samo ta spomenik, ne. In rekel, kot je že sogovornik rekel, ta neopredeljen odnos do preteklosti pač teži v ponavljanje in to se nam dogaja, ne. Danes imamo v Sloveniji večjo polarizacijo, večjo napetost, kot smo imeli leta 89, 90 ali 91. Ne. Tudi Ciril Ribičič, sin človeka, ki je rekel, ne samo rekel, tudi zapisal, to najdete v gradivu za zgodovino NB-ja, ne, je rekel, kdor ne razume revolucije, ne razume nič. To je citat, to je rekel Mitja Ribičič. Ne. In na Trgu Republike ali nimamo mi spomenika posvečenega NOB-ju. Pojdite pogledat, kaj piše, gor piše spomenik revolucije. Njim je revolucija pomenila več kot NOB. Tudi na pokopališču v moji fari Trebevno na Dolenjskem nad Mokronokom je spomenik žrtvam revolucije. Glejte, pri nas v šoli mladina tega razlikovanja ne bo slišala, ne? In to je seveda slabo, ne? In ker se mi, torej z ljudmi, ki so zdaj na oblasti, se o teh zadevah ne da pogovarjati. Jaz sem se tudi takrat, ko smo se pripravljali na plebiscit, pogovarjal ne samo s Kučanom, tudi s kakšnimi drugimi nekdanjimi komunisti. In z nekaterimi se je dalo pogovarjati, ker so vedeli, kako je bilo. In so vedeli tudi, kaj je bilo narobe. In je imel kdo tudi majčken moralnega mačka. S to ekipo, ki je zdaj, ki ni doživela tistega časa, se o tem ne da pogovarjati. Oni so kupili mit, z njim živijo naprej in tisti, ki se temu ne klanjajo, so tako rekoč sovražniki. Ne? Zelo na kratko in po domače. Kako je v drugih podobnih srednjeevropskih državah, ki so imeli podobno pot kot Slovenija? Kje so oni danes? Glejte, če bi šli pogledat muzej madžarski v Budimpešti, ki je posvečen temu času, bi videli, kako to je. Če bi šli v Gdansk, kjer ima Valensa pisarno v tistem muzeju solidarnosti, bi tudi videli, kako je to Poljska naredila, pa nima samo muzeja solidarnosti, ima tudi seveda drug muzej v Varšavi. Ne. Če bi šli na Češko, bi videli, da imajo urejen odnos do tega. Ne. Ali pa če bi šli recimo na Finsko, ki ima eno drugo zgodovino, ampak tam so vprašanje preteklosti rešili leta 1945. Njih zgodovina več ne vznemirja. Nam se pa vrača. Mene je že več diplomatov, veleposlanikov vprašali, oziroma takole, bom citiral enega od njih, ki je bil prej moj kolega v Evropskem parlamentu, madžarski veleposlanik. Ne? Je rekel, Lojze, prideš v Slovenijo, ljudje prijazni, dežela lepa, gospodarstvo cvete, kamor greš je lepo. Je rekel, pa ugotoviš, da je nekaj narobe. Pa ne pogruntaš, kaj je narobe. Je rekel, daj mi razloži, kaj je narobe. In pol se jaz trudim takim ljudem razlagati zadeve, da jih je pri nas, da je več ljudi padlo od bratove roke kot okupatorjeve in več po vojni, kakor pa med vojno. In da tega nismo razčistili. Ne? En del je tudi odvisen od tega, kar je prej doktor Podbersič povedal, ne, glede arhivov, ampak vemo dovolj,
kaj je bilo. Problem naš je v tem, bom zdaj citiral enega Latvica, ki je bil 25 let v Gulagu, 25 let je bil v Sibiriji. In sem ga vprašal, kako pa je zdaj, to je bilo par let po ponovni pridobitvi neodvisnosti te baltiške države. Je rekel, razlika je ta. Je rekel, zdaj lahko vse povem. Je rekel, sam čist nič se ne spremeni. To je približno naša situacija. Ne? Zdaj lahko celo govorimo, kdor si upa, eni si še zmeraj ne upajo. Ne? In mimogrede pa en dan sem bil v Vipavi. Prvi človek sem ga srečal in rekel, gospod Peterle, vidim, vi se ukvarjate s temi stvarmi. A veste, koliko jih leži na unem ovinku pod Avso, pod Matajurjem? Pa kdaj so jih postrelili? Jaz rekel, tega pa ne vem. Glejte, jaz doslej nisem doživel, vključno z današnjim večerom, ki je temu posvečen, srečanja političnega od leta 1989, da ne bi govorili o teh zadevah. Zmeraj pride nekdo, ki me vpraša, a veste, pa to morate vedeti, pa tle so tega, tam so unga in tako naprej. Tako da to, bi rekel, mi bi morali to, ali rečemo travmo, ali kako, mi bi morali to prebaviti, ampak to lahko naredimo samo skupaj. In če ti nimaš sogovornika, ne, če oni lep del Slovencev ideološko ali ideološko politično jemljajo zgolj kot odpadek zgodovine, ne, z rubriko izdajalci, ne, je že gospod Podbersič rekel, ne, tega se ne da tako narediti. Ne. Če si bil ti antikomunist, nisi zato, kar izdajalec in tako naprej. Skratka, mi imamo besede, pri nas ne delujejo tako kot na Češkem, na Poljskem. Ne. Poglejte, kako so se Poljaki spomnili recimo Katina. Ne. Pri nas je vse skupaj to malo drugače. Renato, pridemo na Primorsko sedaj, o kateri mi poslušamo vedno, da je neka posebna dežela, če ne drugo zato, ker se stika z latinskim svetom. Mi smo doživeli fašizem še preden je stopil na oblast, raznarodovanje in to nasilje. Zakaj pa je bilo potem potrebno pri nas sploh revolucionarno nasilje? Zakaj so ubili Iva Brica? Zakaj so po vojni ubili župnika Zavadlava? Kakšna je bila ta revolucija pri nas, ki je bila, čeprav tu pri nas jo še zanikajo? To vprašanje bi lahko en večer posvetili, pravzaprav smo ga spomladi 2012, ko je bila dvorana polna, ko smo predstavili tukaj s tabo Erika in Jožetom Možino knjigo Revolucionarno nasilje na Primorskem, ki sem jo pripravil, danes bi še kaj drugače napisal, sem nove arhive odkril, nova pričevanja, ampak glavne ugotovitve ostanejo. Kaj je poanta vsega? Primorska je drugačna. V marsičem ja, ampak kar se tiče revolucionarnega nasilja, razen številk se lahko primerja z drugimi slovenskimi pokrajinami, s to izjemo, da je bila stvar nekoliko zamaknjena. Danes mimogrede vemo veliko o nasilju v Ljubljani, v ljubljanski pokrajini, tam od jeseni 41 do pomladi 42, preko sploh nastanejo kakršnekoli protipartizanske, kolaborantske enote, če hočete, torej Bela garda, če hočete, slabšalno rečeno. Mimogrede išla je knjiga Jožeta Možina, Slovenski razkol, ki je bila ponatisnjena že v 9 natisih, bestseller. Praktično velika večina rojakov jo je vsaj vzela v roke, ker pojasni, kaj se je dogajalo. Ampak kaj nas povezuje? Povezuje nas to, kar se je dogajalo v ljubljanski pokrajini, ker so bile razmere z revolucijo najbolj ugodne, se pa nas zgodi z približno enoletnim zamikom. Kar Dolenjci gospoda Peterleta spoznajo jeseni 41, še bolj pa spomladi 42, se začne pri nas z prihodom Aleša Beblerja iz Idrije doma, predvojnega salonskega komunista z belimi rokavicami, visokega povojnega diplomata, človeka, ki ima spomenik 100 metrov zračne linije od tukaj, Aleš Bebler Primož, ki pride na Vogrsko prve dni novembra 1942 in z njim se začne revolucionarni teror na Goriškem, na širšem Goriškem.
Ta človek seveda ga žestijo še vedno kot narodnega heroja, ima še vedno ulice, trge in tako naprej. Ta človek je imel škarje in platno pri določanju, kdo bo šel na oni svet. Možakar je napisal knjigo Čez drn in strn, izšla je 82. leta, to so njegovi spomini, kjer prostodušno prizna tudi njegove zablode in revolucionarne prakse s Primorske. In to je človek, ki namesto, da bi ga umaknili v najtemnejši kot pozabe, ga še vedno častimo kot nekega velikega partizanskega poveljnika, ki je v resnici odločal nad življenjem in smrtjo na Primorskem. Tisto leto in pol, ko je bil tukaj, je bil dejansko odločevalec in glej ga zlomka. Ta občina, v kateri zdaj mi sedimo, mestna občina, njegov bunker na Vogrskem, hoče prodajati kot prvovrstni turistični spomenik. A kje mi živimo? Sosednja, hvala, podžupan. Ja, sosednja občina, se opravičujem, Renča Vogrsko, se opravičujem. Sosednja občina to hoče prodajati kot turistični produkt, kjer je živel lokalni vojvoda, ki se je kot vojvoda obnašal, ki je dajal direktive, koga bojo ustrelili. Ti si omenila Iva Brica. Iva Bric je bil samo ena od žrtev, res da zgodnjih v Dornbergu, ki so ga ustrelili egzemplarično, ko je kosil travo in ga posthumno naredili za izdajalca, čeprav je bil žrtev fašizma med obema vojnama. Dokumente smo objavili že večkrat iz italijanskih arhivov, kako so Italijani gledali na tega izdajalca. Kot je gospod Peterle lepo povedal, pri nas so pojmi zamegljeni, pri nas se pojme sprevrača. In tisti, ki se ukvarjamo s tem, pišemo o tem, raziskujemo to, smo kar naenkrat razglašeni za fašiste. To je zelo ceneno. Ampak gledajte, dokler ne bomo pokopali mrtvih tudi na Primorskem, tudi v zamejstvu, kjer bežijo od teh tematik, če so jih včasih obravnavali in so bili še priče žive, danes tisti, ki pišejo o tem tudi v zamejstvu, jih tudi, bomo rekel, dobijo po glavi, ampak so po strani gledani. Ti Erika bo že vedela, o čem govorim. Tudi Ivo je tukaj. Tudi Ivo Jevnikar, ja, iz Trsta, lepo pozdravljen. Tako da, gledajte, dokler ne bomo pokopali svojih mrtvih, sposobni smo pokopavati okupatorjeve vojake in prav je temu tako. Pri nas vsako leto, zdaj ko so mile zime, ledeniki topijo, dobijo mrtve iz prve vojne, iz druge vojne, Italijane peljejo redipuljo, tudi iz druge vojne, pobite Nemce pa iz druge vojne, ki jih še vedno dobivajo, jih pietetno okupatorje pokopljajo na 3 urejenih vojaških nemških pokopališčih v Kranju, v Celju in v Ljubljani. Svojih lastnih bratov, ki so umrli strani revolucije in bili vrženi v brezna in nepokopani, pa nismo sposobni njihovih grobišč oštevilčiti, poiskati sezname, ki trdim zavestno z tega mesta, so še vedno ohranjeni, torej kdo je bil kam vržen, vsaj približno, in kje so ta grobišča. Tukaj pa mora državna komisija še vedno hoditi okoli in moledovati morebitne očividce, sosede, pričevalce, da nam povejo za posamezna grobišča, kje ta grobišča se nahajajo. Tukaj je nekaj s to državo narobe. In še enkrat ponavljam, danes že tretjič, dokler ne bomo pokopali svojih mrtvih, ne bo boljše. Morate pa upoštevati, zdaj boste vprašali razlog, zakaj se nekateri tako vztrajno temu upirajo. Odgovor je v bistvu zapleten, hkrati zelo preprost. Zato, ker kot je Kocbek rekel, se je naš narod v obdobju revolucije predrugačil, zapustili smo tiste vrednote, ki so bile vedno prisotne, da je treba v času miru mrtve iz vojn pokopati. Temeljno človeško vodilo. Je treba biti pošten in da je prišlo med drugo vojno in predvsem po vojni do menjave oblasti. Zmagovalci, danes so to njihovi otroci, še bolj pa vnuki, oziroma že prav vnuki, jaz pravim temu rdeče plemstvo, če hočete rdeča buržoazija, je v vseh porah naše oblasti. Trenutno upravljajo našo državo. Tisti, ki je do včeraj nas zmerjal s fašisti, je sam potomec fašistov iz
Preserji nad Rihenbergom. Potomc fašista. Ampak kar smo mu tu javno povedali v medijih, je tiho. Tega ne omenja več, da smo mi fašisti. V moji družini fašistov ni bilo. So bili partizani, jaz sem ponosen na to, da so se borili za svobodo, kot veliko Primorcev je vzelo v roke puške in se borilo proti okupatorjem, tudi naši duhovniki. In kaj so dobili za nagrado? Isti način kot v Ljubljanski pokrajini. Če je bilo v najboljšem primeru, če niso bili utrobili v isti rok, so bili odrinjeni iz družbe, drugače so pa končali na onem svetu, kot si omenila enega od primerov Izidorja Zavadlava. Zelo je preprosta ta zgodba, ta naracija, ta dialektika. Nekateri hočejo po vsej sili ohraniti oblast, ki so si jo pridobili s krvavo revolucijo. Zato so na njo, tako bi rekel, ponosni. Kontrolirajo zadeve v gospodarstvu, kontrolirajo seveda tudi v kulturi, tudi v športu, ki je tudi pomemben podsistem, in se temu ne bodo kar tako odpovedali. In poštevajte še nekaj, kar sem vodoma povedal, hvala Bogu, da smo v Evropski uniji. Lahko en stavek tukaj. In tole, kar je dr. Podbersič povedal glede odnosa do mrtvih, tega noben, ki mu o tem kjerkoli od zunaj povem, da mi ne moramo pokopati, oziroma da so ljudje, ki nočejo. Nek ljubljanski župan je rekel, ti ne bodo pokopani. Pardon, so že pokopani. Rekel je, da domobranskih grobov v Ljubljani ne bo. Jih je cel kup. Že cel kup. Tile, ki čakajo 3400, koliko je. Imate prav, teh 3450 pa čaka v Kočevju na deponiji v plastičnih vrečkah. V Sloveniji, sredi Evropske unije, v začetku 21. stoletja. V plastičnih vrečkah, v plastičnih zabojčkih, na policah, na deponiji, ne vem, je Snaga, ne vem, kako se imenuje v Kočevju komunalno podjetje, čakajo, da bojo bili pokopani. Tega v Bruslju ne razumejo. Renato, še nekaj. Hvala Bogu smo v Evropski uniji, hvala Bogu deluje tudi vladna komisija, mislim, da od leta 1993. Povej nam, kako je z njenim delovanjem na našem koncu, koliko je evidentiranih grobišč, kakšno je to delo, kje je največ teh morišč in grobišč na našem koncu? Tudi temu bi lahko posvetili en večer, morda ga bomo, kdaj v prihodnosti. Torej, grobišč na našem koncu od 750 jih je približno 240 izza Arapalske meje. To pomeni tistemu ozemlju, ki je bilo včasih del Italije. Jaz trdim, sem tudi to že zapisal, da še vsaj 120 jih je neraziskanih. Velika grobišča so tam, kjer so bile zaledne partizanske enote in kjer so pač bila poveljstva Vosa, ki je izvajal te umore. Omenil sem že en tak del nad Renčami, pod Krasom, tam so me sicer napadli, da to ni res, ampak nihče me ni resno ugovarjal mojim trditvam. Namreč komisija tam še ni izkopala, še niso označena morišča, tam je pokopanih vsaj, oziroma odvrženih, umorjenih vsaj 100 ljudi. O tem mi je ob prvem in zadnjem obisku pri njem pripovedoval Zdenko Zavadlav, umrl je žal že 2006, obstajajo tudi dokumenti o tem. Nad tem napisom se danes bohoti, oziroma temi grobišči se bohoti napis Tito, ki so ga cementirali, oziroma so ga spet ponovno obudili, tisti, ki zganjajo nostalgijo nad temi krutimi dogodki. Eno močno grobišče, ki tudi še ni raziskano, vprašanje, če kdaj bo, je pa Trebuša, med Gorenjo in Dolenjo Trebušo. Tam je funkcioniralo OZNA za oblast 9. korpusa, ki je izvajala tudi sojenja in potem usmrtitve. Ivo, verjetno ne bom se izmotil, če rečem okoli 300 do 500 ljudi je tam pokopanih, odvrženih, seveda ne pokopanih. O tem ne vemo, veliki ljudje je že iskalo ta grobišča.
Ampak zarota molka tudi od domačinov, ki so jih kupili s tem, da so jim množično podeljevali partizanske penzije po drugi svetovni vojni, je tako huda, da zaenkrat tam še ne uspemo prodreti. Tudi posamezna grobišča v Vipavski dolini še niso raziskana, zlasti v okolici Stomaža, kjer je deloval voz septembra 1943. Tudi Kras še čaka, Kras, območje okoli Opatjega sela in tja na italijansko stran proti Jamljam. Skratka, kot vidiš, dela ne bo zmanjkalo še nekaj časa. Žal. Pa bi si želel, da bi zmanjkalo to delo. Da bi enkrat končno prenehali šteti kosti, kot nam očitajo. Hvala, Renato. Predsednik Peterle, še zadnje vprašanje, ker smo rekli, da bomo tja do 9, 9 in 5, 10. Naslednje leto bo 80 let od zaključka druge svetovne vojne. Pričevalcev, ki so doživeli te grozote, je za peščico. Ali bo do pomiritve prišlo, ko bodo pomrli in se bodo poslovili tisti, ki so vse to doživeli? Mogoče tisti, ki hočejo vse to prikrivati, čakajo na to, da bomo imeli do druge svetovne vojne tak odnos, ko ga imamo danes do prve svetovne vojne, oddaljen odnos. Ali se bo to zgodilo? Ali je to rešitev? Jaz se spomnim tistega gesla, mislim, da sem ga bral v Mladini, ne? To ni naša zadeva, ne? To je zadeva generacij. Ne? Precej spravnih dejanj se je zgodilo med enimi in drugimi, ki so si stali nasproti na osebni ravni. Recimo poznam primer Mauserja, ki veste, kako je bilo s to Mauserjevo družino, so jo v ogenj zmetali. Tudi kakšen drug primer. Na osebni ravni se je zgodilo veliko sprave. Ne? Naš problem je, da se mi kot nacija nismo tega lotili tako, kot bi bilo treba, in zato, ker se to še kar naprej napaja iz istega duha, nas to še vedno tudi deli. Ne? In če mi ne bomo našli poti v en dialog, s katerim bi prišli vendar ne samo do resnice, resnice je že dovolj za spravna oziroma pietetna dejanja, če se mi ne bomo spravili z resnico o naši preteklosti, potem bomo res ponavljali, potem se lahko zgodi celo še kakšen spopad. Jaz, ko gledam, kaj vse se dogaja, kako govorijo ljudje, koliko mržnje čutite, si predstavljam, da bi se lahko zgodil tudi še. Rabimo samo še zunanjo spodbudo, kot je bila ob času druge svetovne vojne, zunanji, torej nemški in takrat italijanski napad na Slovenijo. Okoliščine, ki peljejo do revolucije. Mene to zaskrbljuje. In mi je žal pač, da osamosvojitev ni postala močnejši navdih za to, čemer jaz rečem, nov slovenski skupaj. Ne? Enkrat so imeli Slovenci v zgodovini priliko, da se odločijo demokratično, svobodno, ali želijo imeti svojo državo, in so se zanjo odločili. Smo jo potem obranili, zmagali smo vojno za Slovenijo, to bi lahko skupaj tudi praznovali, ampak zdaj imamo to simbolno tekmo, zdaj nam nazaj prihajajo z rdečo zvezdo, od katere smo se poslovili 26. junija leta 1996. Rekel, mi smo, jaz bi rekel, v napačnem razvoju. Ne? Imamo vojno v Ukrajini, imamo vojno na Bližnjem vzhodu, mi pa poglabljamo polarizacijo, namesto da bi krepili našo medsebojnost s spoštovanjem dostojanstva drugega. In ne bi šel zdaj razlagati, kako je z našimi televizijami, ampak resnica, ki je veliko, mimogrede je bila omenjena knjiga Jožeta Možine. Glejte, jaz doslej, pa zdaj že koliko, 3. leto, če se ne motim, 4,5, ni še
bilo ene recenzije, če tako rečem, je Molk, ki je zgovoren. Tej knjigi se ne da oporekati, zato ker govori resnico. Se ne da zmisliti drugih dejstev, ker Jože Možina poroča o tem, kar se je zgodilo. Tako da zgleda, da bomo s tem molkom še nekaj časa živeli in jaz upam, da se bo vendar, bi bil rad optimist, kot je moj sogovornik, da se bodo našli med mladimi ljudmi ljudje, ki bodo hoteli kakovostno sožitje v Sloveniji in ki ne bodo uživali v tej polarizaciji, ki nam prinaša tudi stroške, bom rekel. Ker to se na vse zadnje plača. Mi izgubljamo energije v medsebojnem, rekel, prerivanju, namesto da bi jih združili za tisto, kar bi nam pomagalo naprej. In naj bo tudi tukaj omenjeno, da nas prehitevajo z večjo dinamiko razvojno, reformno države, ki so bile daleč za nami. Tudi Hrvaška je izredno veliko naredila v zadnjih letih. In mi moramo to ustavljanje Slovenije moramo ustaviti. Če ne bo vse skupaj res hudo. Tako da jaz vidim, da nismo imeli še nikoli toliko raziskovalcev, novinarjev, zgodovinarjev, ki bi se ukvarjali s to zadevo in to mora prinesti potem tudi preskok v eno dodano vrednost, ki bo pomenila tudi nov odnos do tega. In ne bi rad vlekel, ampak vseeno se spomnil še enega zanimivega dejstva. Vsaj vidva se bosta gotovo spomnila dejstva, da je Janez Stanovnik, katerega spomenik sem opazil prej tudi v Novi Gorici, je potem šel iz Dražgoš leta 13, če se ne motim, na Lajše, s 3 nageljčki, če se ne motim. 14 je v to. 14. 70-letnici, ja. Ob 70-letnici. Kaj smo mi, in je tam to položil, potem so ga vprašali, pa kaj je to bilo, zakaj je šel tja. Je rekel, partija se je takrat zmotila. Ampak mi smo se do takrat učili, da so bili Lado Piščanci in tisti ljudje tam izdajalci. Glejte, mi imamo toliko ene laži, ki sveda ljudi deli, in ne vem, če smo slišali potem razen teh nageljčkov kakšno opravičilo za pol stoletja in več, tako rekoč, označevanje nekih ljudi za izdajalce. Vemo pa, kaj se dela z izdajalci, če tako rečem. Vidite, mi moramo še veliko investirati v čiščenje zgodovinskega spomina. Resnice je že dovolj, odnose do nje pa še ni. In zato smo mi tudi tu in prirejamo te večere že vrsto let. Hvala obema sogovornikama za ta pogovor, seveda iztočnic bi bilo še veliko, ker ko imaš take sogovornike, je res zanimiv pogovor, ki ga lahko poglabljaš, ampak sedaj napovedujem drugi del večera, ki bo pietetne narave in se bo skušal vsaj povezati z ljubljanskim, ki je bil lansko leto in bo letos jutri na Kongresnem trgu. Ob vhodu sedaj vam bo Vanda delila svečke, mi pa se pomikamo na travnik pred občinsko palačo, kjer bomo imeli še en krajši pietetni dogodek. Ker smo ljudje, pod tem geslom se bodo jutri zvečer zbrali na Kongresnem trgu v Ljubljani. Tudi v Novi Gorici se jim pridružujemo v tem duhu.
v tem preprostem in tudi zahtevnem stavku. Naše spominsko srečanje je pietetno, je molitev, je razmislek, tišina za mir in za spravo. Na njem se spominjamo žrtev, nasilja, krivic, spominjamo se tudi krvnikov, ki so bili tudi žrtve, ker so morali potem živeti s to grozno težo v srcih. Najprej prisluhnimo besedam Romane Bider, ki nam je naslovila tole besedilo. Romana Bider je ena izmed pobudnic organizacij, ki jutri prirejajo to spominsko svečanost na Kongresnem trgu. Spoštovani novogoriški varuhi spomina na žrtve komunističnega nasilja, organizatorji osrednje slovesnosti, ki bo 16. maja ob 21. uri na Trgu Republike v Ljubljani, Prebudimo Slovenijo, Nova slovenska zaveza, vse posvojitev in združenje v lipi sprave, toplo pozdravljamo pietetni poklon vsem žrtvam komunističnega nasilja v Novi Gorici. Naši pobiti ne smejo ostati pozabljeni. Ne smemo zapustiti svojih pokojnih, preveč so pomembni tudi za našo prihodnost. In kot pravijo modri ljudje, prave revolucije so ustvarjalne, ne uničevalne. Prave revolucije so dolge in tihe kot kvas, zaradi katerega vzhaja testo sveta. Srečno, Nova Gorica. Cenjeni predsednik Lojze Peterle, besedo sedaj vam za krajšo misel ob dnevu spomina na žrtve komunističnega nasilja. 20 let smo v Evropski zvezi in tja ne bi prišli, če ne bi vzpostavili demokratične in samostojne slovenske države. S tem, kar se je zgodilo na podlagi plebiscitne volje, smo osvobodili totalitarizma lep del Evrope in se pridružili tistim, ki želijo sodelovati tako, da spoštujejo dostojanstvo drug drugega. Predno je bila podpisana pogodba o skupnosti jekla in premoga, so se očetje Evropske zveze z Robertom Schumanom na čelu odločili, da bo duhovna, kulturna podlaga za novo evropsko zgradbo, ki je nastala po dveh totalitarizmih, da bo to spoštovanje človekovega dostojanstva. Rojeni smo bili vsi z istim dostojanstvom in z različno identiteto. Mi ne moremo soustvarjati združene Evrope tako, da smo razdeljeni doma. Dolžni smo spomin tistim, ki jih je zadela revolucionarna in vojna ujma. To ni zadeva generacij, to je zadeva nacije, ki mora razviti odnos do resnice in se obnašati pietetno. Ob meni so predstavniki iz različnih koncev našega prostora, kjer so bila evidentirana morišča in grobišča, od Dornberka do Brd, Trnovske planote, Vipavske, Krasa, širše goriške regije, tudi iz zamejstva. Prižgali so sveče v spomin na pobite in preganjanje, prižgimo jih tudi mi in se spomnimo žrtev. Sveče bomo postavili v obliki križa, potem boste sledili navodilom, ki vam jih bo dala Vanda. Spominjamo pa se tudi tistih, ki so nasilje povzročili. Slovenci v Argentini so ves povojni čas molili tudi zanje, za njihovo dušo. Pridružimo se tudi mi tej molitvi, svečo bomo simbolično nesli k spomeniku Borisu Kidriču, ker je najbližji našemu prizorišču in ker je zanj dokumentirano marsikaj. Sedaj pa prepuščam besedo predstavniku. Sem Vanda Mervič iz Nove Gorice. Nocoj prižigam svečko v spomin na vse umorjene med in po vojni zakopane in zamolčane v Breznih v okoliških krajih Nove Gorice. Sem Ljubica Prinčič iz Brd. Nocoj prižigam svečko v spomin na vse umorjene, zakopane in zamolčane
v Breznih, v Goriških brdih. Sem Anton Harej iz Dornberka. Nocoj prižigam svečko v spomin vsem izginulim, ubitim, zamolčanim in izbrisanim iz Dornberka in okolice in tudi še ne vemo, kje so pokopani. Sem Franko Živec iz Vitovelj. Tudi sam bom položil to svečko v spomin pomorjenim in pobitim med in po drugi svetovni vojni iz celotne Vipavske doline. Sem Oton Filipič iz Ravnice nad Novo Gorico. Svečko prižigam v spomin na vsem umorjenim med in po drugi svetovni vojni na območju Trnovsko-Banške planote. Sem Ani Saksida iz Gorice. Nocoj prižigam svečko v spomin na vse umorjene med in po drugi svetovni vojni, zakopane in zamolčane v Breznih, v okoliških krajih, v zamejstvu. Sedaj prosim vikarja Bogdana Vidmarja, da uvede molitev za mir in spravo. Najprej lep pozdrav in hvala tudi za povabilo, da ste povabili tudi duhovnika na to prireditev in da bomo tudi skupaj zmolili. Tako rečeno je bilo, da naredim en kratek uvod v to molitev. Molitev bo zelo kratka, bom prebral eno molitev, pa še bomo skupaj zmolili Oče naš. Saj Jezus je včasih samo par besed rekel, utihni, pojdi iz njega, ali pa v stari zavezi imamo bodi luč in je bila luč, Bog ne dolgovezi. Molitev bo kratka, vendar je pomembno, v kakšnem duhu molimo. Jezus je rekel, da če karkoli boste prosili v mojem imenu, vas bo moj Oče uslišal. In sam bi rad tri izhodišča za to molitev nekako podal. Prvo je to, kar je bilo že tudi v nocojšnjem večeru zelo veliko omenjeno, da priznamo resnico, da priznamo dejstva. Sam priznam, da malo vem, čeprav mislim, da kar nekaj vemo o povojnih pobojih, medvojnih pobojah, o žrtvah komunizma, ampak lahko rečemo mea culpa, miserere. Premalo vemo in zato je prav, da smo hvaležni zgodovinarjem, ki to raziskujejo in kot smo slišali, je še veliko dela pred nami. Drugi vidik pa, ki bi ga omenil, pa je, da na to morda pozabljamo, da ti ljudje, ki so bili umorjeni, so živi. Verujemo, da smrtjo življenja ni konec. Totalitarni režimi lahko umorijo telo. V vojnah so vojakom pa tudi civilistom danes odvzeta življenja, doživijo fizično smrt, vendar ti ljudje so živi, so med nami in zbrali smo se nocoj, da zanje molimo, če so umrli tako, če preprosto povem, v sovraštvu, v jezi, ne morejo iti v nebesa, se morajo prej očistiti, temu pravimo vice in bomo molili nocoj za njih, ki so v vicah, ampak prepričan pa sem, da en velik del teh ljudi so mučenci, so svetniki v nebesih in pogosto rečemo
smo izgubili cvet najboljše ljudi v našem narodu. In zato je tudi danes tako, kot je, ker najboljši so umrli. To vsekakor drži, a po drugi strani ti ljudje so naši priprošniki. To je nasilna moč, ki se je ne zavedamo. In mi se jim lahko tudi priporočamo, jih prosimo za pomoč, da bi išli iz te situacije, v kateri se nahajamo, kot smo danes tudi poslušali. Ta vidik zahvaljevanja tem ljudem in povezanosti z njimi je po mojem prepričanju še veliko premajhen. In tretji vidik, tretje izhodišče za to molitev je pa smo tik pred praznikom Binkošti. Sveti Duh deluje kot neka sila, ki se je ne da ustaviti, podira ovire, ruši babilonske stolpe, ki so delo človeških rok, je kot en vihar, kot veter, kot ogenj, nekaj silovitega. To so prispodobe za delovanje Svetega Duha. In jaz bi rekel, da največja kvaliteta človeka, najvišje dostojanstvo, ki ga človek lahko doseže, je, da prizna svoje napake, tudi svoje zločine, da prizna, da se je motil. In tega zato molimo in zato tudi je prav, da drug drugega spodbujamo, pa naj bo to škof, duhovnik ali pa partijski sekretar. Največ človek lahko s tem pokaže največjo veličino, ko prizna svojo zmoto, svojo majhnost in svojo hudobijo v preteklosti. Seveda pa smo vedno pred tem izzivom, katerega Boga z veliko začetnico ali pa katere bogove bomo častili. In lahko rečemo, da v tem je pravzaprav preizkus našega življenja. In tako zaradi tega preizkusa se zgodi, da nekdo ubija in je nekdo ubit. Prej je gospod Peterle omenil terminologijo, mi rečemo likvidacija. Ma kaj je to likvidacija? Utekočinjenje. Bili so umorjeni, niso bili utekočinjeni. Tudi za splav se reče prekinitev nosečnosti. Ni prekinitev, je ukinitev. In tudi za te otroke velja, da so živi. Tudi za te. In jih je morda še več umrlo kot med vojno in po vojni, teh otrok. In očiščenje je potrebno, kot smo slišali, tudi zato, ker kdo od nas bi živel na smetišču, pri kontejnerju, kjer smrdi, zaudarja poleti po razkrajajoči se hrani. Tukaj pa gre za duhovno nesnaženje. In tam, kjer smrdi, tudi to duhovno nesnaženje, mi ne vohamo to z nosom, ampak naša dušna čutila to zaznavajo. Tam narodi izumirajo, tam nihče noče živeti. Ni volje do življenja, ni volje niti do poroke, do tega, da bi imeli otroke. Celo hočemo, da država financira in pomaga pri samomoru in tako naprej. Se pravi, nekdo ubija, nekdo je ubit, nekdo diskriminira, nekdo je diskriminiran, nekdo izključuje, nekdo je izključen. In morda to celo v imenu nekih bogov, nekih religij ali Boga z veliko začetnico besede.
Toda tam, kjer se te stvari dogajajo, ni Boga, ni ljubezni, ampak je zlo. Tam je nevednost in zanikanje ljubezni, zanikanje Boga, zanikanje očeta. Nepriznavanje očeta vodi v nezavedanje, da smo sinovi in da bi morali biti, žal nismo, pogosto nismo, ampak če priznavamo očeta, potem bi morali biti drug drugemu tudi bratje in sestre. Sedaj pa bomo zmolili najprej eno molitev, ki je nastala, pripisujejo jo svetemu Frančišku Asiškemu, v resnici pa je nastala šele v začetku 20. stoletja. Njen avtor je najverjetneje duhovnik Ester Bouquerel, ne vem, kako se prebere, Francoz, in bila je objavljena v reviji Le Clochette, Zvonček. In je zanimivo, izšla je leta 1912, potem pa je 1915 prišla do papeža Benedikta XV. In je bila objavljena v L'Osservatore Romano, to je vatikanski dnevnik. In potem pa je zanimivo, da je med obema svetovnima vojnama ta molitev krožila po Evropi. Tako predlagam, da začnemo, križ je že narejen na travniku, da tudi mi se pokrižamo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod, naredi me za orodje svojega miru. Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen. Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje. Kjer je nesloga, naj prinašam edinost. Kjer je dvom, naj prinašam vero. Kjer je zmota, naj prinašam resnico. Kjer je obup, naj prinašam upanje. Kjer je žalost, naj prinašam veselje. Kjer je tema, naj prinašam luč. Učitelj, naj se trudim, da bi me drugi tolažili. Naj se ne trudim, da bi me drugi tolažili, ampak naj sam tolažim. Da bi me drugi razumeli, ampak naj sam razumem. Da bi me drugi ljubili, ampak naj sam ljubim. Kajti, ko dajemo, prejemamo. Ko odpuščamo, nam je odpuščeno. In ko umremo, ustanemo v večno življenje. Tako zmolimo še Gospodovo molitev, Oče naš, za vse žrtve komunizma, pa tudi za njihove krvnike, za spravo v našem narodu in za mir na svetu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Gospod, daj rajni večni pokoj, naj počivajo v miru. V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Hvala Bogdanu za te besede in za to molitev. Današnje srečanje bomo zaključili še s pesmijo Lipa zelenela je. Tu bom prosila pomoč poklicne pevce na naših korih.